Enega zadnjih toplih jesenskih dni smo preživeli na vrtu v Ljubljani. Očaral nas je z atmosfero, barvitostjo in prijaznostjo gostiteljice. Ampak tokrat se za spremembo z ljubiteljico hortikulture ni pogovarjal naš sodelavec Stane Sušnik. Na svoj vrt nas je namreč povabila moja nekdanja profesorica ruščine. Уважаемая госпожа Урбас, дорогая Яня, как я вижу, у вас очень красивый сад. Спасибо большое, Баштян. Очень рада вас видеть. Добро пожаловать в мой сад. To je vrt, kamor povabim predvsem prijatelje, torej jaz strogo ločim svoj poslovni del, svoje delo od svojega zasebnega življenja, od svoje intime in to je kraj, kamor se umaknem. To je ena oaza miru, kjer pravzaprav res ni prostora za kakšne druge vsebine kot za sprostitev. Ampak ni pa to vaš prvi vrt. Ste že imeli enega prej in kaj ste se tam naučili? Vrt je nekaj, s čemer pravzaprav skozi rasteš, skozi se nekaj učiš. Ko sem prvi vrt dobila, sem se res začela učiti o rastlinah nasploh in sem se naučila, katera rastlina rabi kateri prostor, a je to zdaj sončna lega, a je senčna lega, a bo uspevalo ali ne bo uspevalo. Saj veste, nekaj vam je všeč, ena roža se vam dopade, ampak potem pa noče tam rast. No in v prejšnjem vrtu sem se to definitivno naučila, pa naredila sem si bom rekla, en rastline, ki so mi bile ljube, en seznam in tistih ne bi želela pogrešati. Kakšen je seznam teh rastlin, ki na tem vrtu niso smele manjkati? Definitivno sem z tistega vrta vsaj miselno prenesla glicinijo, ki je tukaj za vami. To je ena krasna rastlina. Glicinija je rastlina, ki prinese romantiko v pomladanski vrt. Torej, ta glicinija tukaj ima še posebno velike cvetove, 40 centimetrske bele cvetove, naredi poleti, enkrat aprila, maja in diši cel vrt. Da za gospo Urbas barv ni nikoli preveč, dokazujejo tudi lonci z jeseni cvetočimi trajnicami. Tukaj je pa kisli del vrta, rastejo predvsem rododendrumi. Rododendrumi, skimije in azaleje. In ta del je najlepši seveda spomladi cveti v najrazličnejših barvah. Janja, kakšno pa ste dobili tukaj zatečeno stanje, ko ste prišli in začeli ustvarjati po svoji podobi? To hišo smo kupili meni predvsem zaradi vrta kot takega in tisto, kar je bilo zatečeno, je tale miza. Tale kamnita miza je nekaj, kar najprej me je spomnila na mizo kralja Matjaža, potem pa, kaj pa vem, ta miza je nekaj, kar daje temu vrtu pečat, vsaj meni se tako zdi. Težo mu daje. Težo mu daje, dobesedno mu daje težo, tako in drugače. Nove ureditve vrta se lastnica ni lotila sama, ampak je poiskala strokovnjaka. Jaz sem rošistka, imam hortikulturo, seveda si pa ne domišljam, da to znam. Tako da jaz sem rabila pomoč in moram reči, da sem imela srečo. Arhitektura okolice Drev, Robert Drev, je bil moj soustvarjalec in moram reči, zdaj drag prijatelj. V veliki meri seveda je to njegov projekt. Jaz sem ga pa skozi motila. Tisto, kar je on predlagal in kar sem jaz sprejela, so bile te potke kamnite, te hojnice. Nekako nakazujejo v vrtu smeri hoje. Se pravi, ena pot gre do vrat, do izhoda, ena gre do mize, do garaže in četrta tja zadaj, kjer imam spravljeno orodje. Ker potem si je on zamislil, da bi pa vmes bil pesek, torej peščeni vrt, pa predvsem, Boštjan, to je južna stran. In na južni strani je zelo vroče, seveda poleti, sploh letos je bilo 40 stopinj, mislim, da je 2 meseca skupaj. Ga praktično ni bilo treba zalivati vsak dan. Jaz sem ga zalivala v najhujši vročini enkrat, dvakrat na teden in je vse preživelo. Ampak recimo zdaj, ko smo bolj v jesenskem času, kako pogosto zdaj listje pometate? Ker zdaj pa rata malo več tega, ko začne odpadati. Ja, seveda ga rata. Danes sem se malo sekirala, ko ste prišli, pa sem pa rekla, veste kaj, jesen je tu in listje pada in listje pravzaprav leži in meni je listje všeč, če leži. Tako da ga nisem šla pometati zaradi vas. Ga bom pa pometla, ko bo recimo odvrgel tale ambrovec listje, takrat ga bo enormno veliko. Zakaj ste se odločili za tele visoke gredice? Tudi imajo en svoj namen in eno posebno vsebino, ne? Ja, jaz sem imela psičko in prvotna zamisel je bila, da bodo začimnice na tleh. Ampak če imaš pa kužka na vrtu,
potem pa ne moreš imeti začimb na tleh, potem jih moraš nekam umakniti. In veliko tega smo dali potem noter v korita, da je bilo uporabno, da ni bilo samo lepo. Psička je bila tukaj res, to je bil tudi njen vrt, mi smo rekli vrtnarica čaja, bila je kern terjerčica, strašno luštno bitje. 15 let je dočakala na tem vrtu in ga je tudi nekako, to je bil tako kot moj, je bil tudi njen dom. Janja, zdaj pa tako klasično vprašanje, koliko je dela s takim vrtom? Boštjan, kolikor ga hočeš. Jaz to vedno tako rečem. Jaz nisem narejena tako na vsako travco, pa na vsak listek. Jaz moram reči, da to je tudi rekreacija. Zdaj v jesenskem času seveda pometeš hojnice, spomladi postrižeš, učim se striž, ne strižem sama, mi pomagajo. Zdaj, če imaš vrt rad, se odpraviš po službi s škarjami, pa pristrižeš to, pristrižeš ono in je to užitek. No, jaz ne morem reči, da je to delo. Je pa nekaj drugega. No? Mene zmeri sprašujejo med temile kamenčki, če je to treba kaj plet. Oplet je malo treba, zato ker se med kamenčke in v zemljo vse nekako semena se zasadi in ima ene euforbije, ene take travce, ki se vlečejo. Zdaj, tisti bi načeloma lahko tudi pustila, ampak če greš po službi na pručko, pa z nožkom, pa je to pol ure relaksacije zame, na primer. Janač, gospod profesor, u vas великолепный сад. Спасибо большое. Приглашаю на кофе. Na kavo sem povabljen.